Ker je ura 6, moramo začeti. Ta stavek ni nepomemben, veste? Ja, to je pomemben stavek pravzaprav. Ker je toliko ura, moramo začeti ne zato, ker bi mi to hoteli, ker bi bila taka naša volja, ker nam je nekdo ukazal, zato, ker je pravi čas. Obstaja pravi čas, naprimer pravi čas za teorijo. Za setem. V resnici obstaja pravi čas za teorijo. Za setem. Tudi obstaja, seveda, ker če ga zamudiš, ja. V ekonomijah, ljudi, psihičnih ekonomijah, naprimer, se dogaja, da ljudje zamudijo pravi čas. Za karkoli. In zato je pogosta praksa, da se za nazaj upravičujejo, češ, da niso hoteli, niso tako mislili, da so imeli najboljše namene, ker je vse res. Ampak še vedno so zamudili pravi čas. In je vprašanje, če obstaja zadnje opravičilo za to, da človek zamudi pravi čas, ali pa zato, naprimer, da ni vedel, kdaj je pravi čas, za kaj. Ok, mi vemo, kdaj je pravi čas, ker delamo na uro in kot rečeno vemo, kdaj moramo začeti in smo začeli. Zdaj, zadnjič seveda sem govoril o nečem, o čemer Michel Foucault ni govoril, to je bila moja napaka. Michel Foucault namreč govoril o režimih resnice, ne o procedurah resnice. O procedurah resnice govori en drug. In razlika med obema konceptoma je velika, ni neskončna, ni neznansko velika, je pa dovolj pomembna, da se moramo opravičiti torej za to, o čemer sem govoril, oziroma kar sem napačno pripisal Michelu Foucaultu. Govoril torej o režimih resnice in ukvarjali smo se z nekim prehodom, s pomembnim prehodom od disciplinatornih družb, o katerih pa dejansko govori Michel Foucault, k družbam nadzora, v katerih živimo danes. Koncept je deluzem. Danes govorim o neoliberalizmu, o neoliberalnih napadih na ljudi. Kaj vse to pomeni, bo postalo jasno. Ko govorim o revnih ljudeh, ne mislim samo na ljudi, ki so empirično revni, ki imajo malo denarja ali pa ga nimajo skoraj nič, ne govorim samo o ljudeh, ki nimajo premoženja ali pa nimajo dostopov do kapitala, mislim tudi na druge oblike revščine. In o tem bom govoril. Govorim bom torej o oblikah revščine v neoliberalnem svetu. In zato se bom tako rekoč pogovarjal z tremi avtorji, oziroma z dvema avtorjema in z eno avtorico. Avtorica je Silvia Federici, izjemna avtorica, marksistična avtorica, ki je razvila en sijajen koncept, zelo uporaben koncept, že precej časa nazaj. In jaz bom govoril o tem, oziroma bom uporabljal ta njen koncept, ker je zares dober. To je koncept, ki nam pomaga misliti sodobne oblike skrbi zase, oziroma za to, kar sama imenuje heteronormativna ljubezen. Kaj je to, bomo videli. Dva avtorja, ki sem jih omenil, sta britanski antropolog David Harvey in zanima me njegova zadnja knjiga, saj mislim, da je zadnja, da se opravičujem, če je morda napisal včeraj kakšno novo, pa jaz se zadnje ne vem. Tista, ki je
zadnja po moji vednosti, je naslov knjige je The Ways the World Is. Govori torej o načinih, kako svet, v katerem živimo, je, kako obstaja. Kar je sjajen naslov. Nikjer mi piše, da svet kar je. Da je dan, kar obstaja in da zadošča, da ga pogledam in vemo, kakšen je. Ni res, obstajajo načini, obstaja več načinov, obstaja veliko načinov, kako svet je. In o tem lahko razmišljamo. In tudi bomo. Tretji avtor je Gilles Deleuze, že omenjeni Gilles Deleuze, francoski filozof z izjemnim, sjajnim konceptom, s katerim nam pomaga premagati nekatere klišeje, ki jih imajo ljudje zelo radi. Namreč to so klišeji, da svet ali družba ali kapitalizem ali korporacije ali kaj podobnega manipulirajo z nami. Da manipulirajo z nami, tako razmišljanje je precej blizu teorijam zarote. Ljudje imajo to sorazmerno radi. Teorije zarote, češ da obstaja tam nekje ljudje, korporacije, elite, tako dalje, ki uporabljajo propagando in klišeje in ne vem kaj še vse, glase in medije in ne vem kaj drugega bi še lahko omenil in da vplivajo na nas, da nekako manipulirajo z nami. Ta ideja je v bistvu poniževalna. Ta ideja je poniževalna, po eni strani je razblojena, po drugi strani pa poniževalna, kaj ti ljudem odreka dobršno mero inteligence, dobršno mero zmožnosti, da mislijo o svetu, da razmišljajo o tem, kaj se dogaja z njimi, odreka jim dobršno mero metakognicije. In to je poniževalno. Ljudje so sposobni misliti, so zmožni misliti. In zato je bolj na mestu nek drug koncept, ki nam bolj natančno pomaga misliti, kaj se dogaja z nami v neoliberalnem svetu, in to je Deleuzeov koncept moduliranja. O tem bomo govorili. Najprej pa si predstavljajte 3 podobe. 3 pomembne podobe za razumevanje sveta, v katerem živimo. Prva podoba so metastaze, rak, tumorske celice, ki se izjemno hitro množijo in jih je včasih nemogoče ustaviti. Rak, torej. Druga podoba sem že večkrat omenil, to so The Walking Dead, zombiji, živi mrtveci. Druga podoba, jaz sem to serijo blazno, super, ne toliko dobro, ko mi čakam, kaj bo nadaljevanje. Ker je res dobra. Ta podoba je uporabna, je metafora, je simbol, tudi simbol. To je druga podoba. No in tretja podoba je zelo preprosta, poznate vsakdanjega življenja, vsakega poznanja, to je lestev. Čisto preprosto, lojta. Lestev. No in če imamo pred seboj te 3 podobe, in zlahka jih imamo, nam to pomaga misliti prvič. Zakaj lahko rečemo, da je neoliberalizem rak? To je moja ideja. Da je množica rakastih tvorb, metastaz. Drugič, zakaj ni čisto res, da lahko zagovarjamo idejo, da elite, na primer, da bogati ljudje, da korporacije manipulirajo z nami. In tretjič, kaj ugotovimo oziroma kaj dobimo, če se ukvarjamo vsaj malo, čisto malo, z zgodovino
z zgodovino, recimo, marksizma, z zgodovino humanistične misli, naprimer, zgodovino filozofije ali pa kaj podobnega. Kaj z lahkoto ugotovimo? Z lahkoto ugotovimo nekaj temeljnih, ali pa prepoznamo nekaj temeljnih, železnih zakonitosti, ki so konstitutivne za kapitalizem, v katerem živimo. To so železne zakonitosti. Zakonitosti, ki jih ne morete kar odmisliti. To so zakonitosti, za katere vam nič ne pomaga, če jih zanikate, ali pa če jih ne poznate, ali pa če se obnašate, kot da jih ni. Nič ne pomaga. To so konstitutivne značilnosti naših življenj. Prvič, kapitalizem ne more obstajati brez zelo preprostega dejstva. In to je, da je kapital vselej pred ljudmi. Čisto nič ne pomaga, če povemo še tako prijazne zgodbe o kapitalizmu s prijaznim obrazom. Kapital je po nujnosti, to je nujnost, ki je primerljiva z gravitacijo. V kapitalizmu je kapital nujno pred ljudmi, je pomembnejši od ljudi. Preprosto ne more biti drugače. In kopičenje kapitala je pomembnejše od tega, kako živijo ljudje, ali jim je dobro, ali ni dobro, ali zadovoljujejo svoje potrebe, ali ne, ali so svobodni, ali niso svobodni in tako dalje. To je preprosto pomembnejše. Težnja po povečevanju ali pa vsaj po ohranjanju profitabilnosti je še ena nujna zakonitost kapitalizma. Ne zato, ker se je kdo izmislil, ali pa zato, ker so kapitalisti zlobni, ampak ker je konstitutivna. Brez tega ni kapitalizma. Zato je prevečkrat videti, da poskušajo ljudje pojasnjevati življenje, ki ga živijo, na primer v kapitalizmu, tako, da se osredotočajo na posamezne ljudi. Na primer na pripadnike elit, ali pa na bogate ljudi, ali pa na lastnike korporacij, tiste, ki imajo dostop kapitala in tako dalje, češ, da so oni krivi, če so oni odgovorni, da je življenje tako, kot je. Niso. Oni niso odgovorni. Nič ne pomaga, če tako napadamo in kritiziramo in poskušamo oblatiti in naprtiti ne vem kaj. Kapitalizem sam potrebuje vsaj ohranjanje profitabilnosti. Stopnja profitabilnosti, kot je pokazal Marx, sicer nenehno vztrajno pada, zato so težnje, da bi ohranjali stopnje profitabilnosti prej ali slej destruktivne, so uničujoče. Kot bomo videli v nadaljevanju. In torej, če poskušamo razmišljati o tem, kar je temeljna, osnovna, daleč najpomembnejša potreba ljudi v svetu, v katerem živimo, potem ugotovimo nekaj, kar je zopet sorazmerno presenetljivo. Sorazmerno je presenetljivo in zelo redko kdaj boste na to tudi naleteli. Redko kdaj boste to slišali. Tako razmišljanje, ki mu bo zdaj sledilo, je redko kdaj na vrsti. Ker je osupljivo, kot sem rekel. To je dejansko presenetljivo. Dejansko se je treba vprašati, zakaj je tako razmišljanje, ki bo zdaj sledilo, tako redko kdaj na vrsti. Ni važno, kje, v gostilni, na televiziji, na radiju, na internetu, meni vsem kje. Ni pomembno. In to je, da je, kar je morda kontraintuitivno celo, za marsikoga je to kontraintuitivno, sicer, da je temeljna potreba človeškega bitja, vsakega človeškega bitja, nekaj drugega kot tisto, kar nam prije spontano na misel. Namreč nam spontano prije na misel, da so temeljne potrebe ne po vodi in hrani. To je trivialno res in to me sploh ne zanima. Temeljna potreba človeških bitij je potreba po družbeni pravičnosti. Po družbeni, zato, ker smo vsi družbena bitja, ker nihče ne živi sam na svojem otoku, po pravičnosti pa zato, ker če ne živimo v svetu, kjer prevladuje družbena pravičnost, ne moremo govoriti
in to je logično, da ne moremo govoriti, to je nujno, da ne moremo govoriti, o svobodi in neodvisnosti in samostojnosti ljudi. Če živimo v nepravičnem svetu, ima večina ljudi vedno nekoga nad seboj. Vedno ima nekoga, ki ima status nekakšne avtoritete ali pa gospodarja. Nad seboj. Človek, ki ima nekoga nad seboj, po definiciji ni svoboden in ni neodvisen, ni samostojen. Ker tistemu, ki je pač nad njim, tako ali drugače služi, se mu tako ali drugače priklanja, tako ali drugače se mu prilagaja. In v kapitalizmu je ta nadvlada nad ljudmi sorazmerno preprosta. Tisti, ki so nad ljudmi, ki so nad posamezniki, ki so na takih položajih, hočejo spet po definiciji imeti več kapitala, hočejo imeti večji dostop do kapitala. In to je izjemno zanimivo. Namreč, če si predstavljate, da je kapital vselej pred ljudmi. Potem zlahka ugotovite, da so pravzaprav tako rekoč vsi ljudje hlapci kapitala. Vsi ga hočejo. Vsakdo ga hoče. Spontano ga hoče. Tudi če ne ve, kaj to je, tudi če ne kakšne oblike kapitala obstajajo, zaradi tega, kar bo sledilo. Namreč, če hočemo odgovoriti na to vprašanje, zakaj je tako, potem nam zelo prav pride že omenjeni Deleuzeov koncept. Deleuze se je vse življenje ukvarjal z problemi, ki nastajajo, ko razmišljamo o spoštovanju do ljudi, oziroma o dostojanstvu ljudi, o neodvisnosti in samostojnosti ljudi. In gotovo se boste strinjali z mano, da ga ni človeka, ki ne bi imel potrebe po tem. Po samostojnosti, neodvisnosti, spoštovanju in ohranjanju dostojanstva. Tak človek ne obstaja. To je konstitutivno za človeka. In ravno tako je res, da se v kapitalizmu torej nujno vzpostavljajo razmerja gospodstva in hlapčevstva, se pravi razmerja med ljudmi, ki imajo več dostopa do kapitala in ljudmi, ki ga imajo malo ali nič. To je nujno. Zato je govoriti o kapitalizmu s prijaznim obrazom je pravzaprav ne samo, da je to neumnost, to je na nek način je cinizem brez primere. Če je to konstitutivno za kapitalizem, torej razmerja med enimi in drugimi, potem je čisto vseeno, kako prijazen je ta kapitalizem. Še vedno gre za nadvlado, še vedno gre za gospodstvene razmerja. Gospodstvene razmerja pa so še tako prijazna, so še zmeraj gospodstvena. Še zmeraj zaradi njih nekdo trpi. Zato je pravzaprav to nevarno. Govorjenje o tem, kako kapitalizem postaje vse bolj prijazen, kako vse bolj demokratičen, kako upošteva vse večje število ljudi, ki lahko participirajo pri tvorjenju kapitala in tako naprej. To je dejansko nekaj ciničnega. Prvič ne ustreza nobenemu empiričnemu dejstvu, po drugi strani je pa torej, kot sem rekel, rezultat popolnoma popačene logike samega kapitalizma. Kdor govori o tem, ne razume temeljne sintagme, da so zakonitosti konstitutivne. Zakonitosti konstituirajo sistem, se pravi, brez zakonitosti sistema sploh ni. In če ga konstituirajo, dokaj časa obstajajo, dokaj časa jih prepoznavamo, vidimo tudi, oziroma lahko razumemo, kako ta sistem, ki ga to konstituira, deluje. In nobeno spreneverjanje ne pomaga, če rečemo, da je vse skupaj prijazno. V osnovi ni prijazno, tudi ne more biti prijazno. In to je gotovo eden od razlogov, da imajo ljudje spontani občutek, da nekdo z njimi manipulira. Veliko ljudi, pravzaprav večina ljudi, ki tvorijo delavski razred, večina ljudi je izkoriščenih v svojem življenju. Izkoriščeni ljudje niso samostojni, čutijo, da izgubljajo svoje dostojanstvo, čutijo, da so premalo spoštovani, a to čutijo. Treba imeti doktorata iz
marksističnih študij. To čutijo, ljudje to spontano zaznavajo in si mislijo, da je z življenjem, ki ga pač živijo, da na neki ravni nekaj narobe, da nekaj ni tako, kot bi si želeli. Tudi če si tega ne priznajo, tudi če rečejo, se je vseeno v redu, se jaz lahko tudi živim tako, kot živim, hvala Bogu, da nisem lačen ali pa da nisem begunc ali pa kaj podobnega. To nič ne pomaga, intuicija še vedno drži, nekaj je narobe, nekaj ne gre tako, kot bi moralo iti, da bi ohranjali ali pa razvijali to, kar sem rekel, da je v temelju človekova potreba in to je družbena pravičnost. Ljudje dnevno zaznavajo nepravičnosti. In zato mislijo, da pač obstajajo eni pripadniki elit, ki z njimi manipulirajo. Resnica je malo drugačna. In zdaj nam prav pride tudi podoba, zelo preproste lestve. Razmerje med 1% in 99% je v resnici malo popačeno. Ni čisto tako, da obstaja 1%. Jaz sicer z lahkoto si to zapomnimo in je lepa metafora in je zlahka, torej se zdi, da je razumljiva, ampak ni čisto tako. V resnici je mnogo hujše. Kajti obstaja sicer 1% ljudi, ki tvorijo elito, zaradi mene lahko tudi 0,1%, ampak je takega, saj ni pomembno. Ampak na nek način je še bolj pomembna kot elita tista skupina ljudi, ki je na tej lestvici pod njimi. Mogoče je še bolj pomembno. Zakaj? Ta tvori nekaj procentov ljudi. Zdaj ni pomembno, ko jih je 5, jih je 10, jih je 14, številke so različne. Ni pomembno. Pomembno je, da ti ljudje, ki so na lestvici pod elito, po eni strani skušajo postati del elite, so povzpetniki. So ljudje, ki pač skušajo splezati po lestvici, da bodo postali podobni eliti. In ljudje delajo načrte, kako bi jim to uspelo v doglednem času. Po drugi strani pa predstavljajo infrastrukturo, zagotavljajo infrastrukturo, služijo eliti, podpirajo jo. Recimo, pogosto so to intelektualci, ki uporabljajo žargon, ki uporabljajo nov rek, pravzaprav se prilizujejo eliti. Naredijo cel kup stvari, celo množico idej in praks sprožijo v vsakdanjem življenju, ki podpirajo elite, ki pravzaprav omogočajo, da so to, kar so. Ti so morda še bolj pomembni, kaj ti sem sodi kar veliko število intelektualcev, to so ljudje, ki imajo, torej niso ravno elita, imajo pa dostop, recimo do tega, kar imenujemo kognitivni kapital. So ljudje, ki so veliko knjig prebrali, naprimer. Imajo šole, dobre šole imajo, recimo. Imajo tudi sorazmerno dobre plače, pomembna mesta, ki jih znajo tudi zagovarjati. Ki jih znajo zagovarjati na način, ki je šel zelo na živce Sokratu, in to je sofistika. To je sofistika, način razmišljanja, ki ga ljudje, ki so spodaj, so posti stali, to je delavski razred, ki ga praviloma ne razume, ker nima dovolj kognitivnega kapitala, niso prebrali dovolj knjig. Če hočete narediti en tak čuden vtis na pripadnike delavskega razreda, potem uporabljate, naprimer, žargon. Naprimer, uporabljate zapletene in dolge besede, ki jih ben razume. Pri čemer ni pomembno, da jih tudi vi ne razumete. Pomembno je samo, da jih pač velite skozi svoje usta in da prihajajo ven in da se zdi, da sami sebi imenitni. Ljudje vas pa tako na pol prestrašeno gledajo, ti kaj s tim narobe, oziroma po eni strani čisto dobro ne razume, so raj ti. Ljudje so praviloma v takih situacijah raje tiho, ker si misli, ker imajo še izkušnje iz osnovne šole pa iz srednje šole, da je boljš biti tiho, ker če ne, se ti ljudje smejijo ali pa posmehujejo ali pa, skratka, ljudje znajo biti zelo nesramni do koga, ki odpre usta in blekne kakšno tako, recimo se jim zdi, da je malo nora. Ljudje so res včasih čudni, žargon pa prenašajo iz dneva v dan, ker si ne upajo unim zgoraj reči, da so nori. Ampak oni zgoraj dejansko pogosto so nori.
Niso čisto vsi, ampak pogosto pa so. In uporabljajo sofistiko, uporabljajo zapletene, čudne, nerovne, tehnični žargon, recimo, ki ga seveda ne morete razumeti, ker če niste ravno specialisti iz tistega področja, ga ne razumete. To je logično. Ne? In to je sorazmerno močno orožje v rokah tistih, ki so torej tik pod elito, ki skušajo zlesti gor in verjamajo, da bodo s tem žargonom naredili na koga vtis. In pogosto tudi ga naredijo. Nažalost ga naredijo. Ljudje so pa tiho. Zdaj, zakaj so ljudje tiho, o tem bomo še govorili, ker seveda ljudje so racionalna bitja, ljudje so naumni in pogosto imajo prav, da je bolje biti tiho. Ker nikoli ne veš. Živimo namreč v svetu velikih negotovosti. Zato je seveda tudi spet na mesto vprašanje, ki ga zmeram tukaj zastavimo vsakič, ko se dobimo, kaj mi tle delamo. To je dobro vprašanje, to je zelo produktivno vprašanje. Tako kot tu na čisto na začetku, da začnemo, ko je ura, ko nam ura pove, kdaj bomo začeli. Torej, kako to razumeti, kar smo zdaj nastavili? Imamo lestvico, imamo elite, imamo ljudi, ki jih podpirajo, ki jih nosijo na rameni, ki jih občudujejo, ki jih hvalijo, ki jih zagovarjajo svojo sofistiko, svojim žargonom in po malem pač upajo, da bodo ti sami postali del elite, potem so pa vsi ostali. Ti so v glavnem tiho. Zakaj je tako? Zdaj, mogoče dobro vzeti za izhodišče razmišljanja spontano prepričanje, intuitivno prepričanje ljudi, da je v svetu nekaj narobe in da nekdo manipulira z njimi. Ni važno, kdo to je. Važno je, da ljudje tako mislijo. Kako bi se to dalo razumeti? Prvič, zakaj se zdi, zakaj je občutek, da je v svetu nekaj narobe? Čist preprost odgovor je tisti, ki ga zlahka izpeljamo iz ugotovitve o tem, katere zakonitosti kapitalizma so konstitutivne, sprem, katere so nujno potrebne, da kapitalizem sploh deluje. Kapitalizem je namreč, kot vsi vemo, izjemno dinamičen sistem. Neoliberalizem je pravzaprav njegova ultimativna oblika. Neoliberalizem je tako dinamičen sistem, da se nenehno v bistvu sesuva. Nenehno se spreminja. Delno se spreminja. In nenehno kreira krize, ne zato spet, ker bi bil kdo pokvarjen, ampak zato, ker je tako nestabilen. In seveda, ker je neoliberalizem tako nestabilen sistem, so tudi življenja ljudi v neoliberalizmu nestabilna. Nujno so nestabilna. In to je pomembno, kaj ti vsak dan, vsakdo lahko na svoji koži čuti, kaj pomeni živeti v strahu, v tesnobi, da bo morda izgubil službo čez nekaj časa. Ali pa da je ne bo imel za nedoločen čas več, da bo dali pogodbe, recimo. To vsak, praktično skoraj vsakdo čuti. Skoraj vsakdo. In s tako negotovostjo ni enostavno živeti. Preprosto ni. Tudi, če se komu zdi, da je, v resnici ni. Ta negotovost je spet strukturna. Ljudje vsi začutijo na svoji koži, bolj ali manj, pogosteje ali redkeje, v večji ali manjši meri, ampak bolj pomembno je, da je strukturna, kar pomeni, da je povsod. Negotovost je kratko malo povsod, razen seveda, če pripadate eliti. Tam te negotovosti skoraj praktično ni. Ne čutiš je. Če imaš ti doma, recimo zadnjič so izračunali, Richard Wolff je izračunal, koliko dobi tedensko. Najbogatejši človek na svetu. Vse ne dobi v roke, ne, ampak lahko pa bi. Ne, to je Bill Gates. Če ste Bill Gates, imate po zadnjih podatkih 86 milijard in pol premoženja. 86 milijard ne nosite v žepu, ker enostavno ne gre. To je premoženje. In če imate 86 milijard, kar je 86 tisoč milijonov, tega ne zmorete, tudi ne znate upravljati. Nimate pojma. Kako upravljate 86 milijard? Zato ta denar, to premoženje, v upravljanje prepustite tistemu ali pa tistim,
za katere domnevate, da to znajo. Namreč upravljati s premoženjem. To je kakšen hedge fund ali pa kaj drugega, se ni važno, pač sklad. Naprimer, menedžeri, ki upravljajo, bankiri, se ni važno, pač ljudje, za katere domnevate, da to znajo. In recimo, da z vašim premoženjem upravlja tako dobro, da je donos, kot se reče, približno, to je majhen donos, ne? Ampak vseeno, da bomo lahko računali, je 5%. Če je donos 5% letno, lahko da je več, lahko da je 10%, lahko je 15%, ker če ste Bill Gates, z vašim premoženjem ravnajo, kot da je čisto zlato. Se sploh ne upajo največ kaj tazga narediti, da bi donos manjši kot koliko procentov. No, ampak recimo da je 5%. V tem primeru zaslužite tedensko 82 milijonov. Ok? Torej vsak teden, vsakih 7 dni dobite ček za 82 milijonov, 52 krat na leto, forever, do smrti. To ni znanstvena fantastika. To je res, to se enemu človeku dogaja tamle. Vsak teden dobite 2. Kaj počnete z 2? A je sploh mogoče govoriti o kakršnikoli stiski, težavi, problemu, anksioznosti, strahu in tako naprej, če imate 82 milijonov zagotovljenih vsak teden? Seveda ne. Potem ne rabite tudi pozitivne psihologije, pa psihoterapevtov, pa psihoanalitikov, pa ne šblijo nekih ljudi. Preprosto jih ne potrebujete, ker the sky is the limit, ker živite glih, kakor hočete. Lahko se praskate politici dneve, ali pa ne delate nič. Na konc tedna prije ček za 82 milijonov. Če kaj delate, pa če nič ne dela, lahko luft gledate. Za vse druge, pa za skoraj za vse druge, pa to preprosto ne velja. In dlje, ko ste na tej lestvici, nižje, ko ste, večja je negotovost, več je strahov, več je tesnob, več je stisk, več je problemov, ker imate nad seboj nekoga, vedno imate nekoga nad seboj, ki se mu morate prilagajati, ki mu morate tako ali drugače streči. In če imate srečo, da delate, praviloma ne delate tistega, kar bi hoteli, ampak delate tisto, kar je treba. Pač na tistem delovnem mestu, kamor pridete. Zelo malo je srečnežev, ki lahko delajo tisto, kar hočejo, kar želijo. Pa še v tem primeru, prej sem poslušal en pogovor z neko pisateljico, nisem se zapomnil, iz katere države je, tega se nisem zapomnil, in ta gospa je očitno zelo pomembna pisateljica, je v enem trenutku zelo lepo rekla, pravi, zdaj, ko je vplivna in ne vem, če je tudi bogata, po moje je, in je znana, in je slavna, in jo prevaja in tako dalje, je rekla en zelo lep stavek, ki ponazarja to, o čemer zdaj govorimo. Namreč rekla je, zdaj ne pišem več po navdihu, beri, tako kot se meni zdi, tako kot je meni všeč, tako kot mi pač pride na misel, ampak pišem tako, da se prilagajam trgom. To je stavek. Logično. Zadnje je zelo preprosta logika. Follow the money. Ko ga enkrat imate, pa še zlasti, ker potem ste na lestvici že lahko so razmerno visoko, in so vaši apetiti lahko iz dneva v dan večji. Ta gospa je zelo prijazna sicer, pisateljica. To je stavek. In ta stavek je del neoliberalnega življenja velikanske večine ljudi. Prilagajaj se nenehno, dnevno. Temu šefu, unmu šefu, temu, ki je nad teboj, ni važno, dnevno, ali pa umri. To je temeljni princip življenja. Večina ljudi, delavski razred. Ali to generira napetosti, stiske, tesnobe? Seveda generira. Freud nam je ponudil že zdavnej
orodje, kako to misliti. In to je nadjaz. Zelo preprosto teoretsko orodje, ki se imenuje nadjaz. Že po definiciji je nad jazom. Danes je nad vsakim človekom tak nadjaz. In najbolj bizarno je, če pogledamo, kako deluje. Kaj ta nadjaz pričakuje od ljudi? Ker so nadjaz je pravzaprav drugo ime za pričakovanje, oziroma za imperative, za zahteve. Nekaj se zahteva od ljudi. Do tega pridemo po eni super zanimivi poti, če se majčkeno poglobimo v koncept, ki ga je razvijala in ga še vedno že omenjena italijanska marksistična avtorica Silvia Federici. Ta beseda je dolga, heteronormativna. Heteronormativna ljubezen, ampak pomeni pa nekaj silno preprostega, nekaj, kar tudi vsi poznamo. Izjemno dobro je to artikulirano. Namreč 40-50 let nazaj je bilo kar velikokrat tako, da so, na primer, ljudje v družini živeli, Deleuze bi rekel, morda po nekem modulu. In mislim, da ne je bilo nič narobe, če bi to rekli, ampak tudi nič narobe, če ne rečemo. In sicer kako? Tako da je, seveda, družino so sestavljali oče, mati in otroci. Mati je bila pogosto doma. Od nje se je namreč pričakovalo, ker je to že njena naravna zloga, tako poslanstvo, da je doma, da je mati, da vzgaja otroke, da kuha, pere, čisto in tako naprej. Govorimo o heteronormativni ljubezni, res dobra ideja. In da poskrbi ne samo za to, da je dom lep in čist in da je skuhano in napravljeno in da so otroci vzgojeni, ampak poskrbi še za nekaj, namreč za moža. Poskrbi tudi za moža. V ljubezenskem, erotičnem in seksualnem smislu. Mož pa je tisti, ki odhaja iz družine vsak dan ven, v tuji svet, oziroma v svet, dela, prinesemo tem plačo, ko je pač plačilni dan, in s tem skrbi za družino, v ekonomskem smislu, na primer, skrbi za družino, žena pa, kot smo rekli, poskrbi za otroke in tudi za njega. Zdaj, kdo skrbi za ženo, je pa odprto vprašanje. Pa feministke pridajo in imajo o tem kar dosti povedati. In seveda imajo prav, kdo poskrbi za ženo. Dobro, to je tak grob oris, rečemo temu, nekega modula. Potem pa se zgodi premik. Počasi, z neoliberalizmom se zgodi en ne droben, ni tako droben, kar velik premik. Seveda, ženske so vse bolj emancipirane, kot se temu reče, grejo v mesta, grejo v službe in tako dalje. In nekako ta modul začne razpadati. Kaj ti, na primer, nujno se dogaja to, da se porodi vprašanje, kdo se zdaj recimo ukvarja z otroki. Zdaj se z otroki začnejo ukvarjati profesionalci, se pravi vzgojiteljice v vrtcih ali pa kje drugje, kasneje seveda učitelji, učiteljice. In ni naključje, da so vsi ti poklici bolj ali manj v veliki meri ženskega spola. Se pravi, še vedno, ne vem, koliko ste vi kaj srečali vzgojiteljev, ampak večino, torej 99,99% so vzgojiteljice. Pa koliko je učiteljev v prvih 3 razredih osnovne šole, ker so v glavnem učiteljice. Torej, vidimo, kako se počasi prenaša ista funkcija, ali pa prenašajo iste funkcije iz družine v okolje, šole, vrtce in tako dalje.
Gre za to, kar se je sicer po naravni poti pripisovalo ženski oziroma materi, in to je, da poskrbi, da skrbi za, recimo, za otroke, moža in tako dalje. Z razvojem neoliberalizma torej ta modul začne razpadati. Zato se tudi začne spreminjati imperativ, ta nadjazovski imperativ. Nadjazovski imperativ pravi vse bolj takole. Ker modul razpada, otroci vse manj lahko pričakujejo, da bo zanje poskrbela mati, zato ker je v službi, naprimer. Za otroke bodo vse bolj skrbeli vzgojiteljce, naprimer, pa seveda tudi, kot se temu reče, mediji, medijske vsebine, mogoče še do določene mere sovrstniki ali pa kakšen drug človek, ampak prav gotovo je mati velik del te vloge zgubila. Podobno se dogaja z očetom, ker če je prej poskrbela mati tudi za svojega soproga, tudi on zdaj ne more več toliko kot prej računati, da bo poskrbela za njega, ker je v službi. Ker prideta oba zvečer domov, kam je kdaj, in sta utrujena in zmatrana in bla bla bla, in zdaj postavi se na nov način to vprašanje, kdo bo za koga poskrbel. In če mečkam skrajšamo zgodbo, neoliberalizem izumi sjajno rešitev za ta vprašanja. In to je, vsakdo naj poskrbi zase. In na veliko se rodi ideja, torej koncept, skrbi zase. In Silvia Federici ima sjajno, izjemno idejo, ki pravi, je zelo, zelo koristna danes še zlasti, kot recimo takrat na začetku neoliberalizma, recimo 75 leta, kaj se pa zgodi, če pogledamo ta imperativ, kako ta imperativ deluje. Prvič, torej avtorica pravi, da bolj ko spremljamo, recimo 70 leta, 80, 90 in tako dalje, bolj ko spremljamo spremembe, temu rečemo spremembe v načinih subjektivnosti, zapravi spremembe v načinih vedenja in delovanja ljudi, spontanega vedenja in delovanja ljudi, subjektivnost, rečemo temu. Kako se ljudje obnašajo, kaj počnejo v vsakdanjem življenju, kaj govorijo, kako se pač vedejo drug do drugega in tako dalje. Če spremljamo spremembe v načinih subjektivnosti, ali pa Deleuze bi rekel v načinih moduliranja človeških eksistenc, in zapisov o tem imamo ogromno in to z lahkoto naredimo, samo čas se je treba vzeti, potem ugotovimo natanko dvoje. Eno je to, kar pravi sama Silvia, in to je, poskrbi zase, se pravi, človek ima vedno bolj doživlja, v vsakdanjem življenju spontano doživlja imperativ, da mora poskrbeti zase. Skozi ga nagovarjajo, samo od tebe je odvisno, poskrbite zase, za svoje zdravje, investirajte v to zavarovalnico, v zavarovalnico, za pokojnino morate poskrbeti, itd., za šolnino, itd. Dnevno nas nagovarjajo, poskrbite zase, in človek ima vedno bolj močan občutek, ja seveda, zakaj moramo poskrbeti vsak zase? Zato, ker noben drug ne bo. To je morda en najbolj žalostnih indikatorjev življenja v neoliberalnem svetu. Indikatorjev razslojenosti oziroma atomiziranja ljudi. Če ne boš poskrbel sam zase, je veliko vprašanje, če bo kdo drug. Ker ni pravzaprav nobene stabilne strukture, kakšna bila recimo desetletje nazaj še družina. Ker se je dalo vsaj za silo pričakovati, da bo nekdo poskrbel za vse, ali pa za drugega morda celo, da se bo celo zgodilo to, kar smo prej postavili kot vprašanje, kdo bo poskrbel za ženo, za mamo. Ok, recimo, da bo tudi oče kaj naredil. A veste, ker gre za eno izjemno zakoreninjeno razmišljanje o tem, kaj je v naravi žensk in kaj je v naravi moških. Ko govorimo, da ženska poskrbi, recimo mati poskrbi
za otroke recimo in potem tudi za moža. Govorimo zlasti o emocijah. Govorimo o nečem, kar se pogosto spontano pripisuje ženskam. Da so bolj nežne, da so bolj topli, da so bolj prijazne, da so bolj solidarne, da so bolj empatične recimo, da imajo višjo čustveno inteligenco, o čemer smo zadnjič govorili, kot moški. To se spontano pričakuje. Ne samo, da to spontano pričakujejo moški od žensk, pogosto to tudi ženske same pričakujejo od sebe. Govorimo o imperativih, govorimo o ponotranjenih imperativih, ki delujejo v vsakdanjem življenju, čeprav jim ljudje napačno pripisujejo izvor. Ljudje mislijo, da je izvor teh imperativov v naravi. Pa ni. Ničesar v naravi žensk ni takega, da bi morale biti nujno bolj, ne vem, vse to, kar sem naštel od moških. Ničesar takega. Pa vendar to deluje, ker ni pomembno, kje vidimo izvor družbenih imperativov. Ne vseeno, kje jih vidimo. Pomembno je, da delujejo z vidika seveda samih imperativov, da jih ljudje sprejemajo, ali pa če hočete, kot je Foucault raziskoval vse življenje, da ljudje vanje verjamejo. Raziskovanje subjektivnosti ljudi pomeni tudi poskus odgovarjanja na vprašanje, v kaj vse morajo ljudje spontano verjeti, da življenje teče približno tako, kot pač teče. Cela množica stvari je, kateri treba verjeti. Med drugim recimo treba verjeti tudi v religijo, v Boga, v tole polno luno. Zadnjič ena sodelavka me je skušala, zdaj je bila tale pred kratkim, je bila luna. Vidite, kako to veste? Ne vem pojma, ampak vi pa veste. Seveda, ker je rekla, ja, danes je pa to polna luna, jaz sem tako debelo gledal, ne, kaj? Ja, polna luna, ja, okej, in? Ja, zato je danes blojen, pa taj tole rekel, pa se tako oblašen, pa taj malo nor. In me izkušen posla, jaz ko seveda butasto gledal, verjetno, ja, da, okej, pustimo, ti si malo čudno. Takrat sem zmeraj jaz čuden. Ampak ljudje imajo to radi. Imajo to radi in sprejemajo in verjamejo. In verjamejo celo, da je treba verjeti. Oziroma celo kakšen se kdaj najde, ki se sklicuje na znanost. Češ, znanost je dokazala vraževerje, znanost je dokazala, da deluje polna luna, pa znanost je dokazala, da horoskop deluje in tako naprej. Ljudje imate kako kar hočete. In to je impenetrable, to je ne moš prodreti, tako res reči, okej, da je čaj spitra, pa je takega. Ta verjetja so tako silovita, so tako močna. In mi lahko spremljamo, kako se spreminjajo. In če govorimo o tem, kdo mora za koga poskrbeti, ali pa kdo ne bi poskrbel, govorimo o imperativih, torej bolj, ko se bližamo letu 2017, bolj je očitno to, kar pravi Silvija Federici. Če ne boš poskrbel sam zase, pač najverjetneje ben drug ne bo. S tem, da smo družbena bitja, še vedno smo družbena bitja. Še vedno smo, negotovost pa večja. Negotovost je v bistvu vedno večja. In tesnobe so vedno večje, in stiske so vedno večje. Kaj ti? Kaj je hrbtna stran? To je ta druga ideja, ki sem prej rekel, sta dve. Druga stran tega istega imperativa. Nadjaz je po definiciji sadističen. Tem je Freud povedal vse. Nadjaz je sadističen, kar pomeni, da pritiska na ljudi tako, da v odnosu do nadjaza, in težko se ga iznebiti, hudiča, težko se ga iznebiti, lahko je reči, ni enostavno, ker je ugrajen v psihično ekonomijo, može ga kar zrezati, može kar obnažati, da ga ni. Nadjaza se je težko znebiti in pritiska na ljudi na najslabši možni način, namreč, da od njih pričakuje nemogoče. Kajti v odnosu do nadjazovskih imperativov nikoli nisi dovolj dober. Po definiciji. V tem je iracionalnost nadjaza. Karkoli naredite, ni dovolj dobro. Tudi če dobite Nobelovo nagrado, ni dovolj dobro, ker vam bo nadjaz rekel, ja, eno že, zakaj pa nisi dobil dveh. Naprimer. In trpljenje ljudi, ki so tako podrejeni nadjazovskim imperativom, je velikansko. Zdaj pa prenesite ta nadjazovski imperativ, torej poskrbi zase, prenesite ga v neoliberalno življenje, današnje neoliberalno življenje, v katerem je manj teh zaščitnih struktur, kakor recimo predstavlja družina še sistematično, kakšna se še najde danes.
se razsuva se, družine razpadajo v tem smislu, kot govorite, zaščitne funkcije imajo vse, varovalne funkcije imajo vse manj, ker vse manj časa, ko so ljudje skupaj. Kaj torej dobite, če prenesete ta nadjazovski imperativ? Kakorkoli boste skrbeli zase, da bo dovolj. Ni važno, koliko recimo skrbite za svoje zdravje, vse boste imeli občutek, da skrbite še premalo. Ko sem se sem pelil, sem slišal še nekaj. O nekem raku, to sem že prej, nek rak v ustni votlini. In ena zdravnica tam razlaga, da bla, bla, kako je to pomembno in morate. In zdaj, pazite, to so take zanimive zadeve vsakdanjega življenja, ki se večini ljudi najbolj zdijo čisto sprejemljive. Ne vem kdaj, danes, jutri, ne vem kdaj, te dni, kaj je. Bodo zobozdravniki vam pogledovali ustno votlino, pridete tja, odprete usta, pa bojo pogledali noter, če imate slučajno rak. In seveda zdaj, a veste, večina, torej po moje, večina ljudi se ustraši. Rak, se je res, kje je že ustni votlina, tam je tudi lahka. Kaj ne zdaj naredim? Ja, bejš k zobozdravniku, da ti pogleda noter. Zdaj, to lahko multiplicirate v neskončnost. In to nadjaz tudi počne, ker nimate samo ustne votline, kjer se lahko razvije rak, lahko se razvije tudi na drugem koncu, recimo v danki. Je treba tudi nekemu drugemu zdravniku se da pogledati, da vidijo, če niso šajne tam. Tle se ga znabite, tam ga pa dobite, ali kaže, ne, kako to gre. Itd. Vsakdo si lahko to sam predstavlja. Teh rakov je, koga hočete. Jetrih ledvic, kaj pa je svet, kje vse lahko je? Na koži, zdaj bo sonce počas, vedno bolj vroče, da lahko dobite tu, kjerkoli ga, kaj pomeni, če bi mečkrat nategnili to zgodbo, ste lahko vsak dan pri doktorju. Da sproti pogleda, če ni kaj že zrasel, kako pa veste, da jutri ne bo. Danes vam reče vse v redu, jutri se zbudite, ups, mater, kaj pa če je po noč, recimo, da se to. En majhen tumorček. Ne morete vedeti. Če ste čisto pošteni, ne morete vedeti. In je treba, če ne tegnete logiko, ampak tem je hudič, nadjaza. Če jo vzamete zelo zares in ker je strah lahko zelo velik, lahko vzamete zelo res, potem najbolj se skaj naselite v polikliniki. Da se stalno pregledujejo, da boste, če se bo dalo izgledati. Torej, nadjazov ne morate pobegati. In seveda, to, kar zgleda na prvi pogled, zelo fajn. Skrbite zase, je v bistvu sadizem. Je sadistično s tem, da seveda ta skrb zase tudi ni pocen. Zdaj gremo pogledati v delavski razred. Govorimo danes o neoliberalnih napadih na revne. To je en največjih napadov. V imenu znanosti vas danes nagovarjajo praktično vsak dan in vam svetujejo, kaj vse naredite, da boste poskrbeli za. To je mogoče eden najbolj ultimativnih in najbolj hkrati bizarnih imperativov, ki jim je človek lahko podrejen v kapitalističnem svetu. Zdaj, daleč od tega, kar je intuitivni občutek ljudi, ki sem ga že omenil prej, recimo, da nekdo manipulira z njimi. Kako te je pokazal Gilles Deleuze? V resnici je ravno obratno. Tam zunaj je cel kup enih ljudi, in strokovnjakov, terapevtov, pedagogov, vzgojiteljev, psihologov, kaj pa je svem koga, ki vam hočejo samo dobro in samo dobro. Nobene manipulacije ni zadaj. Samo dobro, za vas. Zdaj pa samo seštejte 2 pa 2. Če ste podrejeni imperativu, da morate skrbeti zase, tam je cel kup ljudi, ki hočejo, da vi skrbite zase, seveda skrbite pa tako, da greste k njim in plačate, da vam oni nekaj naredijo, recimo pogledajo v usta, da vidite, če imate raka, se zadeva seveda idealno izide. Vi skrbite zase, oni vedo, kako se to naredi, oni vam pa vedo, vi jim plačate in vsi smo srečni. In krog je popolnoma, zato mislim, da je ta izraz dober, ki ga uporablja Gilles Deleuze. Moduli, to so moduli. To je moduliranje, skozi module vas neoliberalizem nagovarja prek svojih zastopnikov, seveda, v glavnem so to strokovnjaki, prek modulov in nam svetuje, kateri moduli, se pravi, načini, moduli so
načini vedenja, načini bivanja, če hočete, načini eksistiranja, so načini delovanja, načini, kako govori teh modulov je, kakor hočete. In vas nenehno nagovarjajo, da naredite, oziroma kaj. Če sprejmete idejo, in zelo težko jo je zavrniti. Težko je zavrniti idejo, kdo pri zdravi pameti bi zavrnil idejo, da je treba skrbeti zase. Dvomim, da je kdo pripravljen, briga me, jaz pa ne bom skrbel zase. To so spolska tla, ker če ne boste skrbeli zase, vprašanje. Torej, govorimo o negotovosti, s katero je težko živeti. Zdaj, skrb zase pomeni še nekaj. Namreč, če se vrnemo, kot sem rekel, delavski razred in gremo gledati, kaj se dogaja z ljudmi, z delavskim razredom, ki mora delati. Eliti ni treba delati. Bill Gates, ne vem, kaj on počne, njemu ni treba delati. Delavcem je pa treba. Ima meni druge možnosti. Se pravi, ali dela, ali pa umri. Če moraš delati, boš pa brez mali. Kaj se dogaja v samem osrčju sodobnega kapitalizma? V osrčju sodobnega kapitalizma je posebna skrb zase, ki ima na delovnih mestih srhljive razsežnosti. Namreč, ljudje danes vse dlje delajo, oziroma vse več svojega prostega časa, recimo da 8 ur spijo, imajo 16 ur na razpolago, preživijo na delovnem mestu. Včasih se je delalo od 6 do 2, naprimer, zdaj se vse pogosteje dela od 9 do 5. Že vejo zakaj. Zato da se izpolni prvi imperativ v kapitalističnem življenju in to je, da mora biti človek produktiven in učinkovit. Ni dovolj, da je samo produktiven, ker produktivnost ni isto kot učinkovitost. Ni dovolj, da ste produktivni, morate biti tudi učinkoviti. Kajti lahko ste produktivni, lahko veliko naredite, ampak lahko naredite tudi veliko neumnosti. In se učinkovitost zmanjšuje. Na delovnem mestu je treba biti oboje, in produktiven, in učinkovit. Zakaj? Zato, kot smo že rekli, ker na delovnem mestu velja eden in samo en imperativ in to je kopičenje profitov. Samo en. Vse ostalo so pravljice. V kapitalizmu imajo lastniki kapitala nad seboj, tudi oni ga imajo seveda, samo en imperativ. Zvečer hočem imeti več kot zjutraj. Kdor ne uspe streči temu imperativu, ne samo, da zvečer ne bo imel več kot zjutraj, ampak je pač precej verjetno, da čez nekaj časa sploh ne bo imel ničesar, ki bo propadel. Ker je v kapitalizmu na delu še en imperativ in to je tekmovalnost. Z drugimi lastniki kapitala je treba tekmovati. Zakaj je treba tekmovati? Zato, ker obstaja še ena železna zakonitost kapitalizma in to je zniževanje stroškov. Če ne znižujete stroškov, ne morete prodati svojih izdelkov na trgu oziroma ne morete jih prodati dovolj, ker jih bodo drugi, ki izdelujejo enake izdelke, prodali več, ker so dovolj znižali stroške, s tem tudi ceno in ljudje, ki niso neumni, bodo raje kupili enak izdelek za nižjo ceno. Seveda, kako pa drugače, da dela logika. Torej, če morate zniževati stroške, potem delavci morajo biti vse bolj produktivni in učinkoviti in po možnosti morajo delati čim dlje. Kar pomeni, da kapitalizem v svoji najbolj razviti obliki, ki je neoliberalizem, vse bolj okupira oboje in čas, ki ga imajo ljudje sploh na razpolago, ker 8 ur pa pač jim je dovoljeno spati, ker skladno je treba, drugače kmalu mreš. Torej, čas je vse bolj okupiran, ni okupiran samo čas, ko ste na delovnem mestu, kjer morate biti učinkoviti in produktivni in morate vedno nekomu streči. Nad vami je vedno en šef, ki mu morate streči. On je zastopnik tega imperativa. Biti produktiven in učinkovit. Produktivni in učinkoviti niste zato, ker je šef zloben, ker tudi šef ima nad seboj imperativ. Kapitalističen imperativ, se pravi, če ne boste produktivni in učinkoviti, boste manj prodali, ne bo dovolj profita, bla, bla, bla. Samo v službi je šef. On je v službi. Ne samo to. Učinkoviti in produktivni morate biti tudi zunaj delovnega časa.
popoldan, zvečer in tako dalje. Ker morate skrbeti zase. Skrb zase se ne konča, ko greste iz službe domov. Daleč od tega. Pravzaprav se na nek način takrat šele začne. Prazen čas, prosti čas, ki sploh tudi slučajno ni prost danes, morate porabiti za to, da boste skrbeli zase, da boste drug dan na delovnem mestu produktivni, učinkoviti, ker morate biti. Zavzema pa se tudi prostor. Prostor, v katerem živite, naprimer, to je vaš dom. Moduliranje eksistenc, kot pravi Deleuze, ne pomeni, da nekdo manipulira z vami, da, ne vem, ko pridete domov, gledate v televizijo, butaste vdaje in nekdo pač kravža vaše možgane. Nič od tega se ne dogaja. Ko pridete domov, je tudi ta kraj, se pač imenuje dom, že moduliran. Kaj ti moduliranje pomeni oblikovanje eksistence. Ne obstajajo najprej eksistence ljudi, s katerimi se kasneje manipulira. Lahko obstaja obratno, se pravi, moduliranje je oblikovanje eksistence. Kar pomeni eksistence, bivanje, življenje, način življenja. Spomnite se naslov Harryjeve knjige, ki bom zdaj si parafraziral, je The ways the world is. Obstajajo načini, kako svet je. Obstajajo načini, kako ljudje živijo in ti načini so modulirani, so posredovani z logiko, ki je profiti pred, ali pa kapital pred ljudmi. Se pravi, tudi način, kako imate opremljeno svojo dnevno sobo, je posredovan s takimi moduli. Zato, ker ste, ko sprejmete modul, oziroma se niste v položaju, da ga spremete. Vaša eksistenca se oblikuje skozi module. Zato module spontano sprejemate kot svoje. Zato se vam zdi, da ste svobodni, ko oblikujete ali pa opremljate svojo dnevno sobo ali pa ko razmišljate, kaj boste popoldan zvečer delali v tej dnevni sobi. Pa niste. Lahko se sicer temu upirate, jasno. Do določene mere se celo lahko temu upirate, vendar to ni enostavno. Temu se je težko upirati zato, ker če niste sprejeli določenega števila modulov, ni nujno, da sprejmete vse. Potem je zelo veliko vprašanje, ali boste naslednji dan na delovnem mestu dovolj učinkoviti in produktivni. Če ne boste, bo to nekdo opazil. Kaj ti, zdaj prihajam do tega, kako neoliberalizem, kako izjemno spretno skozi moduliranje eksistenc ljudi počne to, kar je v njegovi naravi, in sicer optimiziranje. Moduliranje eksistenc ljudi je zavezano imperativu optimiziranja. Optimiziranje danes ne pomeni samo, da je delovno mesto ali pa stroj, robot, naprava, whatever, na delovnem mestu optimalno, da je to optimalno. Vi morate biti optimalni. Vaš način življenja mora biti optimalen. To je zadnji izraz nadjazovskega imperativa, ki terja od vas skrb zase. Optimiziranje. In če vprašate sami sebe, naprimer, če hočete racionalno odgovoriti na vprašanje, kaj to sploh pomeni? Kako biti v svojem življenju optimalen? Kaj to je? Boste ugotovili, da ne morate odgovoriti. Ne veste. Ker se vam odgovor izmika. Seveda, vsak nadjazovski odgovor se vam izmika. Zato pa pravim, da je sadističen. Odmika se v slabo neskončnost. Ko se vam že zdi, da veste, kaj je optimalno življenje, ugotovite, da še zmeraj ni dovolj optimalno. Kaj pomeni optimizirati dan? 24 ur, ki jih imate na razpolago. Kaj pomeni biti optimalen? Koliko je optimalno spanca? Koliko je optimalno, naprimer, dnevno narediti, kaj se, če hočete imeti trebušnjako? Koliko je treba spet narediti? Koliko je optimalno? To so resne vprašanja, to niso zdaj to ni brezvezno nakladanje. In tam zunaj je ogromno ljudi, ki se s tem trudijo vsak dan. In jasno, bolj ko se trudite ustreči temu nadjazu, bolj je kapital z vami zadovoljen. Ker se trudite biti optimalni.
Biti optimalen pa pomeni narediti čisto vse, kar je v vaši moči, da boste ustregli temeljni zakonitosti kapitalizma, ki je profiti pred ljudmi. Kajti to, kar delavec naredi, v zadnji instanci vzame kapitalist. Njemu da seveda nekaj nazaj, nekaj mezde, jasno. Ampak delavec s tem, kar ustvari, pa če je še tako produktiven, še tako učinkovit, samostojno, torej nikoli ne razpolaga. S tem ne razpolaga. To je temeljni princip kapitalizma. Razpolaga tisti, ki je lastnik kapitala. Delavec ni lastnik kapitala. Kar pomeni, da ne more biti neodvisen, ne more biti samostojen, ne more biti spoštovan, ne glede na to, koliko dobi potem nazaj božičnice in povišice in ne vem, kjera jajca. Ne more biti. In ljudje to čutijo. Kaj ti z denarjem, pa če ga še toliko dobite, pa 13. plača, pa 14. pa zaradi mene 25. Ne morate zapolniti nečesa. O čemer še nismo spregovorili. Nastaja pa po nujnosti kot stranski učinek. Rekel bi celo kot bistveni stranski učinek življenja ljudi v neoliberalnem svetu. A veste, kaj je to? Bolj ko je kapital pred ljudmi, profiti pred ljudmi, bolj ko so ljudje ujeti v module, ki sem jih orisal, bolj ko se trudijo ustreči nad jazovskim imperativom, bolj se povečuje moralna praznina eksistence. Večja je. Ljudje so bolj razdrobljeni, so bolj atomizirani kot prej, vsak se trudi skrbeti zase, ljudje seveda med seboj tekmujejo. Za kaj? Ja, za kapital, to smo že rekli. Ker so ujeti v to. Skušajo imeti dostop do kapitala. Oziroma, če imajo dostop do kapitala, ga hočejo imeti več. To spontano sprejmejo. Pustimo zdaj razne dodatke, kako se kdo lahko vendarle upre, kako se lahko začasno izved. To nas zdaj ne zanima. Temeljna zakonitost je tanko ta. In z denarjem ne morete zapolniti moralne praznine. Se preprosto ne da. Ne glede to, koliko ga imate. Moralna praznina je tudi ključni razlog, zakaj recimo se slovenski predsednik vedno znova tudi, da bi bil ko prijazen do ljudi in potem jih nagovarja, češ skozi vrednote, ki jih imate kot Slovenci, jaz vem, da jih imate, Slovenci so kleni in pošteni in iskreni in dobri in delovni in solidarni in pridni in kar hočete, bomo s skupnimi močmi, to je mantra, ustvarili boljši svet in saj se že nekaj spreminja in na bolje gre in tako dalje. Nič ne gre na bolje. Moralna praznina bo samo še večja, ker ne more biti drugače, ker je nujni stranski učinek delovanja zakonitosti, ki postavlja kapital, profite pred ljudi. Moralno praznino ljudje lahko zapolnjujejo samo na en način in samo na en. In to je, da iz tega norega sistema, kar je seveda verjetno trenutno in še dolgo časa popolnoma nemogoče narediti, torej da izstopijo. Da izstopijo. Kaj je tisto, na primer, kar dobro ponazarja ta problem moralne praznine in kaj narediti z njo v sodobnem svetu? To tudi poznamo. Ljudje so razmerno hitro odidejo, če jih povabijo, sicer po navadi jih ni prav zelo veliko, ampak dobro, na cesto protestirati, recimo. Demonstrirati, dvigovati papirčke, mahati in pač nekaj usklikati proti nekomu, se ni važno. In takrat imajo ljudje pogosto dober občutek, da solidarnosti, enakosti, egalitarnosti, imajo zelo elementarne občutke, da so skupaj in da poskušajo nekaj narediti, nekaj dobrega.
Problem pa je, da s takimi nastopi križ, kaj ti začeli treba iti domov. Ker morate kar demonstrirati. Pa tudi, če lahko, en teden, 8 dan je pa treba, v končni instanci treba iti domov. Zato se tudi prej ali slej končajo taki protesti. Pa če jih pa lahko natahne skoraj 1 milijon, lahko je bilo tudi 100 milijonov. In elita se samo hahlja. Kajti taki načini zborovanja ljudi so za elito popolnoma nepomembni. Kajti zvečer je treba iti domov in treba se naspati in zjutraj, če sploh imate še službo, treba iti nazaj v službo. Ta stroj teče naprej. To je zanimiv sociološki pojav, naprimer. Zadnjih, recimo, če pogledate, zadnjih 10 let, recimo, pa zadnjih 15 let, ne? Ko ljudje veliko krat rečejo, ja, pa pol ni bilo nič, pa vse je razpadlo, razvodenelo, kje je že danes Occupy Wall Street, niso bili dobri organizirani, bla, bla. Vse, kje smo pa ti? Ljudje imajo zelo radi te moralistične štose. Problem je pa objektiven. Kako se sploh organizirati? Ker eno je demonstrirati, iti na cesto pa mahati s enimi palčkami, pa upitniki. Drugo je pa biti organiziran, naprimer v močne sindikate. Naprimer taki sindikate, kot so obstajali, pred Prvo svetovno vojno. Močne sindikate, če se elita česa boji, demonstracije se prav gotovo ne. In to, da kričite in upijate in pišete bloge in ne vem kaj že, to se zanima nikogar od elite. Čist nekaj drugega bi se pa zgodilo, če bi ljudem tle ni zanimiv problem. O tem David Harvey ogromno piše. Problem preko prostora. Kje je pravzaprav lažje demonstrirati? Ja, na cesti. Kje je pa težje? V fabriki. V podjetju. Usedite se v podjetju dol pa rečete, ne bom. Danes pa se mi pač čoha, malo se mi praska, da bom. Seveda, to je bilo mogoče narediti, ko so bili delavci organizirani močne sindikate. Ko je sedlo v eni livarni od 200 delavcev, 199 dol, so rekli, fantje, da pa mi imate v lovt gledali, takrat je bila panika pri lastnikih kapitala, seveda. Danes, v tem totalno refragmentiranem svetu, se pravzaprav lastniki kapitala niti tega ne bojijo. Zakaj? Ker vedo nekaj, kar je čist preproste psihologije vsakdanjega življenja. Namreč, da skozi take oblike moduliranja vsakdanjega življenja, o kateri smo danes govorili, so ljudje zlasti prestrašeni. Vsak je zase prestrašen, kajti negotovost je velika. Prestrašenost danes je pravzaprav racionalna. V bistvu je racionalna par excellence. Ker ti razum pove, kdaj je bolje biti tiho, kdaj se tudi slučajno ne boš dol sedel, ker si ne upaš, ker imaš službo zgovoriti. Službo pa noče zgubiti, ker doba položnice plače. Se pravi, danes ima neoliberalizem ljudi neprimerno bolj v svojih rokah, kot kadarkoli prej. Neprimerno močnejši so ti pritiski, čeprav se navzven prikazujejo kot prijazni. Danes so, ko sem prej govoril o šefih. Danes so šefi v bistvu mešanica gurujev, psihoterapeutov pa motivatorjev. To je sodobni šef. En dober film obstaja, ne vem, en dober film prikazuje neko tako korporacijo, tam vsi so stari tam od 30, pa kada se ne starajo, vsi stari. A ja, tole! Robert De Niro igra pripravnik. A pozna, ne? Kako se ta šefica tam vozi s kolesom, vsi so tako fancy, sproščeni, kreativni. Robert De Niro, ne, to je dober, ljušter film, ne? Robert De Niro se je stara šola, oblečen, spadenan, robčak, ne, kva je stari, kva je s tabo, mi smo bili tako, dosti naprej, ne? Ampak kaj, ne? In sej, zgodba je seveda preprosta, sociološko seveda niti nekaj dosti zanimivo, ampak kot en tak odsvirk pa je, ne? Torej, tle se sicer zgodi pa ravno obratno, ne, da Robert De Niro postane njen šofer, pa zaupnik, pa kaj sem koga, ne, ker živijo svoje nora življenje. Ampak recimo, ne,
Ta šefica je torej, mlada in lepa in zdrava in čudovita in fit in prijazna in odprta in spravno vse je. Danes sodobni menedžeri so torej, vse tudi jih imajo, skozi šolanje grejo, motivatorji jih šolajo, pa guruji jih šolajo, pa psihoterapeuti jih šolajo, pa psihologi, pa psihoanalitiki, pa kaj se še Dalaj Lama pride iz Tibeta dol, pa kaj pove, kako treba biti sočuten in empatičen do svojih podrejenih in tako naprej. To je sodoben šef. Danes sodoben šef nikoli niti povzdigne glasu, ker mu ni treba, ker vas sam pogleda. Zakaj? Zakaj ni treba? Ker ni tako nadjaz v vaši glavi. Šefu ni treba nič, on je lahko neskončno prijatelj, se kremen zaupaj, jaz sem na pol psiholog, pravzaprav bo razrešil na tvoje še dileme iz otroštva, pa mama te ni dovolj dojila, pa take zadeve, ne? Čeprav, danes tudi to pravzaprav niti ni tako zelo potrebno. Veste, ko sem prej govoril o optimiziranju, veste, kaj še danes pričakuje ljudi? In to včasih je prav tragikomično gledati, kako ljudje na to padajo. Namreč, optimiziranje med drugim tudi pomeni, da imate svojega psihoterapeuta, ali pa če nimate svojega psihoterapeuta, da imate vsaj enega coacha, ali pa enega trenerja, ali pa enega motivatorja, ali pa enega žblja, da sproti razrešujete, ker danes, veste, če bi pogledali zgodovino humanistične psihologije, ki je bila radikalna, jaz sem dovolj star, da se spomnim, ko sem bil študent, ko smo spoznavali, ko smo odkrivali humanistično psihologijo, Carl Rogers, Horneyjeva in tako dalje, to so bile radikalne ideje, veste. To, kar je bilo pred 40 leti radikalno, skrb zase, recimo iz ust ameriških humanističnih psihologov. A veste, kako smo mi to delili, ko smo študirali? To je nekaj, kar je v temelju kontra kapitalizmu. Kapitalizem je zloben, izkoriščen, nas manipulira, pa kapital pred ljudmi in tako naprej. Osebnostna rast je bila pred 40 leti pravzaprav revolucionarna drža. Nas ne zanima denar, pa kapital, pa kapitalisti so zblojeni, mi osebnostno rast, se je romalo na Tibeti, v goroh Himalaja in kar še vse. Osebnostna rast. Berite, kakšne te ameriške avtorje, boste videli. To, kar je bilo 40 let nazaj revolucionarno, je danes kaj? Totalen konformizem. Danes se pričakuje, da osebnostna rast, veste, to gre skupaj, zakaj vam jaz te sintagme zelo rad? Zato, ker recimo mainstream tele ekonomisti in bankiri in vse ti, v bistvu proizvajajo tako luštne simptome, ko govorijo, kako vse raste, tudi osebnostna rast ima, torej ta sintagma ima noter besedo rast. Danes ne samo, da mora kapital rasti, kar pomeni koncentrirati se v rokah elit, seveda, ker predelavci se itak nima kje koncentrirati. Danes mora tudi ljudje osebnostno rasti. Danes šef od vas ne pričakuje, da boste pridni in obugljivi, ampak da boste osebnostno rastli. Danes je temeljna mantra je iz registra humanistične psihologije iz 70 let. Empowerment, se pravi opolnomočenje, potem morate biti tudi kritično treba misliti, to tudi kritično mišljenje, to gre zraven, kreativnost in stvarjalnost, to itak. Osebnostna rast pomeni tudi, veste kaj, da nimate ojdepoga kompleksa. Mi smo ga prerasli, eni ga imajo, mi ga nimamo, smo šli že čez ojdepo kompleks, to vas zelo radi, poslušajte. Potem, kaj še pomeni osebnostna rast in optimizacija, da boste tam na delovnih mečih, pomeni tudi, da ste vse travme iz otroštva ste razčistili, vse nobene travme več. To smo že vse podelali. Ker se seveda od vas spontano pričakuje, da ste šli k enemu guruju, motivatorju, psihoterapeutu, you name it, tam je koristja. In ko ste vse to upravili, samo še osebnostno rastete. In kapital raste, in menedžeri so zadovoljni, in vse je fajn, še predsednik pol, kakšen tweet pošle, koliko je to dobro, vse v Sloveniji živeti, vse raste, ljudje so osebnostno zrasli in tako naprej. Hkrati, pa pravzaprav nikogar čisto dobro ne zanima, da je tam 500 milijona ljudi na antidepresivih, kje je hudiča. Če vsi osebnostno rastejo. Seveda, če smo resni, vemo, to je samo fake, to je v bistvu samo pretvarjanje, ker pravimo. To, a veste, ne če ste kdaj to študirali, če ste šli skozi kakšne take procese. Kaj je pravzaprav tak osnovni princip, recimo, senzitivnega treninga, ko smo se šli tam študenti, še ko smo bili v prvem letniku, bruci in tako dalje. To so dobre zadeve, danes so seveda del establishmenta, ampak
Veste, to so radikal. Kaj je senzitivni trening? Nam prinesel, naprimer. Senzitivni trening ti je prinesel, ali pa izostril, zato je pa bil senzitiv, senzibiliziral te je, ne? Izostril je en tvoj čutek. Zakaj hudiča? In tlej bo res treba še enkrat, na vsej Foucault se je trudil, pa Niklas Rowe se trudil, pa še kakšen drug tudi, ne? Ampak tlej treba še več tega povedati o zgodovini psihologije. Namreč, kaj ti prinese en čist elementaren trening, senzitivni trening? A veste kaj? To, s čimer smo danes začeli govoriti. Izostriti občutek za eno elementarno človekovo potrebo, ki je družbena pravičnost. Kar pomeni, ne me zajebati. Ker vem, kdaj je nekaj cirkus, kdaj je nekaj fake, kdaj je nekaj zato, da pač se tam eni ljudje lahko ven mečajo in hvalijo in motivatorji nastopajo in so ob tla mečajo in tako naprej. Kdaj gre pa za res? A veste, kdaj gre za res, ko si preprosto odgovorite na vprašanje, zelo preprosto vprašanje. Kdo me v resnici spoštuje? Ne kdo me tam ne zajebava z nekimi idejami, ki so vzeti iz enega učbenika. Kdo me zares spoštuje? Kako se vidi, da me nekdo zares spoštuje? Kako se to vidi iz njegovega vedenja, pa njenega, izgovorjenja, iz načina, kako pristopa do mene? Čist preprosta zadeva. Spoštovanje. Drugič, dostojanstvo. Kaj pomeni, to je še eno vprašanje, ne? Kaj pomeni ohranjati lastno dostojanstvo? Ena od temeljnih zadev je, in tukaj šele pride do polnega izraza to, kar je danes del establishmenta spet in mode in konformizma, recimo zmožnost za kritično razmišljanje. Jaz mislim, da ta sintagma sicer odveč, ker je razmišljanje samo po sebi kritično, pa sploh ni razmišljanje. Se pravi, če vsaj malo znam misliti, potem enostavno ne dovolim, da mi kdo prodaja meglo, pa se zaradi meni lahko piše Obama, ali pa Trump, ali pa papež Žblja, ali pa ne kdo. Preprosto ne dovolim. To pomeni dostojanstvo. Imeti dostojanstvo. Preprosto ne dovolim. A veste, meni je vse eno, če se, ne vem, nekdo, zaradi meni lahko nekdo, s katerim vstopam med sebojne odnose, zaradi meni lahko guru direkt iz Tibeta. Meni je čisto vse eno. Ker ljudje imamo elementarne občutke, ki jih lahko še izostrimo, kot sem rekel, za ohranjanje dostojanstva. A ti mene zdaj imaš za norce. A me ti hočeš željnega peljati skozi jo. Zakaj je Sokrat, a veste, kako se rodi filozofija? Zakaj je Sokrat nastopal proti sofistom? Ker je vedel, da počnejo natanko to. Da znajo tako spretno govoriti, da te v bistvu, kot se reče, v pregovoru peljejo željnega čez vodo, da ti prodajajo meglo in da jo ti tudi kupaš. Veš, wow, koliko si to dobro povedal. Povedaš pa nič. Mešaš zrak, recimo. Ali pa, če nadaljujem, kaj pomeni, recimo, o tem smo že tukaj tudi večkrat govorili, kaj pomeni elementarno pričakovanje. Govorimo o elementarnih zadevah. Elementarno pričakovanje človeka, ki ima v glavi možgan, vsakdo jih ima, približno enaki so. Ljudje, ki ne bi bili vsaj, torej, povprečno inteligentni, pa so jih ekstremno malo. Takih ljudi je zelo, zelo, zelo malo. Tako da, ko govorimo o inteligenci ljudi, govorimo kar o enem veliki številki, substancialno. Ljudje so v povprečju inteligentna bitja. Kaj pomeni to preprosto spoznanje, da imate v glavi 100 milijard nevronov, da imate v glavi približno 1 bilijon, oziroma še več, številke so tako visoke, da se vseeno, sinaps. Za vsakdanje življenje, ko si postavite zelo preprosto vprašanje. Kdo od mene pričakuje, da bom te možgane, ki so neverjetno zmogljivi, tudi uporabljal? Saj jaz verjamem, da kdo tudi je tak, saj jaz ne trdim, da meni ni. Ampak zame je eno najbolj srhljivih vsakdanjih spoznanj, da so pričakovanja, recimo kognitivna pričakovanja, največkrat tako nizka, da si pravzaprav moram reči, jaz bi na večino teh pričakovanj, kognitivnih pričakovanj, odgovoril z nedokončano osnovno šolo.
Zakaj hoditi pol na univerzo in magisterije delati, doktorate delati, za koga? Ker so pričakovanja ekstremno majhna. Jaz ne vem, kako se vam to dogaja, meni se dnevno dogaja, da ko poskušam povedati kakšno malo daljšo besedo ali pa stavek, recimo, ki ima več kot 3 enozložnice, da me že ustavljajo. Tih bo filozofija že na ovo, ali pa to je pa že malo preveč abstraktno in tako dalje. Tako nizka so pričakovanja, ki jih seveda nimajo ljudje samo drug do drugega, jih imajo tudi do sebe. Zato pa vraževerje tako zelo uspeva, ker se ni treba potruditi. Kako pojasnimo vedenje ljudi? Čisto preprosto. Zakaj se danes noro obnašajo polna luna? Kaj gremo na pier. Ni treba več kaj reči. Je tako vse jasno. No in zdaj, če še zaključim z Davidom Harveyjem, s to njegovo izjemno, res izvrstno knjigo, meni, to je en tistih avtorjev, ki jih res rad berem. Torej, The Ways the World Is. Kako svet je? On ima eno krasno idejo, to lahko seveda samo povem, ker je premalo časa, da bi jo zagovarjal, in pa drugič. V neoliberalizmu, spomnite se, to je tudi avtor, ki je napisal kratko zgodovino neoliberalizma, super knjižica, pravi David Harvey, poskušajte misliti, poskušajte se zadržati dlje časa pri tejle ideji. Vsi vemo, kako pomemben je denar v kapitalizmu. Okay. Vsi vemo, kako je, saj za določene ljudi pomembno, kopičenje denarja. Ok, vem. Zdaj pa pomislite na to, kar je pravzaprav parafraza Marxovega razmišljanja o denarju. Sjajno spoznanje. Namreč, kopičenje denarja in vsak dan poteka kopičenje kapitala, lahko tudi rečemo, so družbeni odnosi. David Harvey nadaljuje in reče, zdaj pa poskušajte misliti še obratno, namreč, ali pa nasprotno, oziroma drugo plat istega. Družbeni odnosi so v kapitalizmu po definiciji kopičenje denarja. Zdaj dobite pa nekaj, kar je pravzaprav grozljivo. Družbeni odnosi so najprej ujeti v to zakonitost. Kopičenje denarja. Če ga imate ali pa če ga nimate. Zakonitost deluje na oba. Tisti, ki ga imajo, ga hoče več, tisti, ki ga nimajo, ga hoče imeti vsaj toliko, da bojo, ne vem, imeli za hrano, da jo položnice plačajo. Se pravi, družbeni odnosi so že strukturirani, so že oblikovani. To so odnosi, v katere stopamo v sedanje življenje spontano. Ne treba nič posebnega narediti. So taki, da so zavezani temu principu kopičenja. In zdaj, če pomislite naprimer na, če samo mačkam, zares pomislite, recimo hodite nekom psihoterapeutu, vi se ukvarjamo tukaj z predavanje z uvod o pozitivni psihologiji, greste enemu pozitivnemu psihologu in začnete razmišljati, resno začnete, v terapiji resno razmišljate, vzmite o sebi, svojih vrstencih, drugih ljudeh, kako se obnašate, bla, 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 kar je lahko tudi čisto koristno, gotovo da je. Ena stvar mora prej ali slej postati dramatična. In to je vprašanje, in s tem danes zaključujemo, vprašanje, kaj jaz kot posameznik sploh lahko naredim v takem svetu, v katerem živim, da zame ta princip, ki ga piše David Harvey v tej knjigi, se pravi družbeni odnosi, so kopičenje denarja, ne bi veljal. Odgovor je lahko samo eden, ne moreš narediti ničesar. To je zame šele uvod v razumevanje sodobne depresije. Depresije, ki je učinek ali pa hrbtna stran moralne praznine. Kapitalizem nujno ustvarja moralno praznino in spet bi se lahko vrnili na starega dobrega Kanta. Kaj je Kant? To je dobra ideja, to moram reči, da mislim, da bo vedno bolj aktualna. Ta ideja, s katero bomo zdaj zaključili, bo po moje vedno bolj revolucionarna celo. Revolucionarna. In to je. Kant je nekoč rekel,
svojim študentom, ko pravi moralno filozofijo, rekel, če se zanesete zgolj na svoj občutek, svoj moralni občutek, moralni čut ima vsak človek. In če se zanesete na njega, potem se morate prej ali slej vprašati tole. Ali je ta moj moralni čut zares moj, ali pa sem ga pridobil nekod, prevzel od svoje mame, od očeta, od učitelja, ne vem od koga. In Kant pravi zelo preprosto. Ko ugotovite, v tem je razlika, veste, med avtonomno, heteronomno moralo. Če ugotovite, da je vaš moralni čut prevzet, usvojili ste ga skozi vzgojo, skozi enega pridiga, da ste poslušali pričanja, se ni važno kaj, potem ga zavrnite v tisti hip, ker ni vaš. Zavrnite ga, odvrnite se od njega, recite, to ni moje. Kaj vam ostane? Na nek način vam ostane praznina. Moralni čut ste dali na stran. Kaj pa zdaj? Kaj me vodi v vsakdanjem življenju? Natanko to, kar se dogaja v neoliberalnem svetu tukaj zdaj. Mi v takem svetu, ki ustvarja moralno praznino, morale sploh ne rabimo. Mi ne rabimo etičnih principov, ker zadošča, da se obnašamo približno tako kot roboti. Roboti, ki pač enostavno, racionalno izbirajo tiste izbire, ki maksimirajo profit. Temeljni princip skrbi zase je namreč tudi tale. Skrbi zase, vendar tako, in to je pa zame vulgarnost, tisto res v najbolj čisti obliki. Skrbi zase tako, da bo tvoja skrb profitabilna. To je ultimativni način, kako nas drži neoliberalizem. Se pravi, ne samo kapital pred ljudmi, profiti pred ljudmi na delovnem mestu in tako naprej. Ne, vaša eksistenca je zavezana temu imperativu. Celo ko skrbite zase, ko skrbite za svojo intimo, ko skrbite za osebnostno rast, ko skrbite za svoje občutke, medsebojne odnose, ljubezen, erotiko, seks, kar hočete, morate to narediti kot racionalno bitje, ki maksimira profite. In zdaj, seveda, vprašanje, s tem pa res končamo, je tole. Kako maksimirati profite v tovarni? To je precej jasno. Kaj pa pomeni maksimiranje profita, ko se greste osebnostno rast? Kaj ti? In to je pa zame nekaj, kar je mind-blowing, res nora ideja. Kaj je maksimiranje profita? Čist preprosto rečeno, to, da imate zvečer več kot zjutraj. Ko se greste pa osebnostno rast, kaj pomeni, da je zvečer več nečesa kot zjutraj? Če zaostrite, to sem to danes poskušal narediti, če zaostrite to logiko do konca, če jih samo sledite do konca, potem ugotovite, da je odgovor samo eden. Maksimirati profite, ko govorimo o osebnostni rasti, pomeni spreminjati se v robota. Ne, da vas nekdo spreminja, vi sami se, kolikor pač sledite tem imperativom. Tako, to bi bilo vse, čas nam je potekel. Hvala. Sammy.